imel čas, da lahko otvorim to razstavo gospoda Franca Hafnerja, domačina, športnika, umetnika. Pogosto citirajo besede rimskega pesnika Juvenala: Orandum est, ut sit mens sana in corpore sano. Potrebno je moliti, da bi bil zdrav duh v zdravem telesu. In se mi zdi gospod Hafner je tak lep primer iskanja ene harmonije, zdravega duha v zdravem telesu. In Modest Mussorgsky je bil toliko navdihnjen od te razstave, da je napisal čudovito klavirsko suito, verjetno poznate slike iz razstave. Redko katera razstava ima tako kombinacijo in športnih eksponatov in umetnosti, tako da z veseljem otvarjam to razstavo in hvala gospodu Hafnerju za čas, za pripravljenost. Koliko vsega je za nas na svetu, če le imamo oči, da to opazimo, in srce, da to vzljubimo, in roko, da to stisnemo k sebi. Tako je napisala Lucy Montgomery, mi pa dodajamo zraven, če le imamo čokič, da to narišemo, in ušesa, da poslušamo lepo pismo. Franz Hafner se je rodil leta 1936. Od rojstva živi v Dravljah. Po osnovni šoli je šel v uk za črko slikarja in v poklicu ostal do upokojitve. V Dravljah sta si ženo Bojano ustvarila družino. Žal je prišla zahrbtna bolezen in žena je boj z njo izgubila. V mladosti je bil športnik. V 16 leti se je zapisal v atletiki. 14 let je uspešno zastopal svoj klub Žak. Že kot mladinec je bil eden najobetavnejših atletov v nekdanji Jugoslaviji in to kot prvak, rekorder in reprezentant. Leta 1958 je postal prvi članski prvak, državni članski prvak v svoji disciplini 3000 metrov za prekami. Kar 7-krat je bil državni prvak, izboljšal državni rekord in postal stalni član državne reprezentance, za katero je nastopal kar 24-krat. Tekel je na vseh takratnih velikih tekmovanjih, na mediteranskih igrah v Bejrutu, kjer je osvojil bronasto odličje, na olimpijskih igrah v Rimu in na evropskem prvenstvu v Beogradu. Dvakrat je bil balkanski ekipni prvak v krosu. Za športne uspehe je prijel priznanje Jugoslovanskega olimpijskega komiteja. Dejaven pa je tudi v naši župniji Dravlje. Bil je član župnijskega pastoralnega sveta. Izdelal je številne informativne napise, velike panoje ob različnih cerkvenih slovesnostih, več kot 50 plakatov za dravljske duhovne večere. Ko pa se je obnavljala zunanjščina stare Rokove cerkve, je obnovil tudi številčnice na zvoniku. Najbolj odmevna je bila razstava sakralnih del akademskega slikarja Staneta Kregarja, dravljskega rojaka,
ki jih je napravil za našo cerkev. Vsak pater, ki pride v dravljsko jezuitsko skupnost, pa še vedno dobi malo vizitno ploščico za spovednico, ki je delo njegovih rok. Kot športnik je prikrižaril Evropo, videl in doživel veliko lepega, v slikanju pa je našel svoj mir, obenem pa stkal veliko prijateljstev, ki v večini trajajo še do današnjega dne. Žal tukaj ni žene Bojane, ki mu je 40 let stala ob strani in ga spodbujala in se veselila ob njegovem ustvarjanju. Malenkosti mu obarvajo življenje, zato jih ima rad, pa tudi fotografski aparat. Povsod ga nosi s seboj, ker sebi dolguje še kakšen sprehod med pričakovanjem in nenačrtovanjem. Akademsko slikarko Agato Pavlovec za nekaj besed o današnji razstavi. Moram še povedati, da je Agata vnukinja znanega slovenskega slikarja, krajinarja Franceta Pavlovca, dvakratnega dobitnika Prešernove nagrade. Tudi ona gre po njegovih stopinjah. Zelo rada poučujem tudi otroke in pač odrasle, zrele ljudi in v tem likovnem klubu ali slikarskem klubu, se mi zdi, da imamo zelo dobro energijo. Okoli mene so se zbrali prekrasni ljudje, ki so željni se razvijati, delati naprej, dati od sebe najboljše. Franc je enkraten slikar, ker pač tudi že odprej mislim, da ima izkušnje in da je imel to že skozi vse željo po ustvarjanju. Tako da tukaj jaz skoraj nimam besede, včasih se sicer majčkeno prideva do kakšnega konflikta, ker oba pelje naprej, ampak drugače pa res zelo, zelo lepo se sam razvija in nimam v bistvu nič drugega za reči, kot samo pohvale, kar se tiče njegovih slikarskih podvigov. To sem hotela še reči. Zdrav duhu, zdrav telesu. Čestitala bi mu tudi zato, ker je v bistvu 5 let eden redkih moških v našem klubu in se mi zdi, da mora biti res zdrav duh, da zdrži med tolikimi ženskami. Kako prav ima Peter Levec, ki je zapisal: živeti, slast je že samo zato, ker rožni grm je tako dišeč, ker trava je svetlo zelena in cvet kostanjev vinsko rdeč. Kako sem obdarjen bil s slepoto, ko sem čez vse otožno delal v križ. Za srečo vendar ni potrebno nič, samo oči, odprte za lepoto. No, prav je, da nekako spoznamo tudi našega nocojšnjega gosta, gospoda Zupanca. In ko sem ga jaz vprašala, kako naj ga predstavim, saj vendar ga ne poznam veliko, razen potem, da sem ga katerikrat naprosila, da nam polepša kakšno popoldne, je rekel, pravi, veste kako, nič, citre pojejo. Jaz bi raj videl, da ne bi bil ob citrah, ampak moram biti, da dajo zvok iz sebe.
Ja, na fotografijah je dosti boljš, ne? Tam je bila roka zadaj, pa ni več, pa je fotografija. Tu sem še pa zmeri jaz. Drugače igram sam 19. stoletje do razpada Avstro-Ogrske monarhije na originalnih glasbilih, ki so bila izdelana takrat. To je uradni konec romantike. Igram pa avstrijsko pa češko romantiko. Tole sem prele igral Jozef Novak, slovo. In tu skladba prostega sloga. Predtem sem igral Jozef Lander, en dunajski ples. Začel sem pa z novajo iz sredine 18. stoletja. Zdaj bom pa skušal zašpilati Franz Wagner, Ledene rože. Hvale, da sem se mogel kar vščipen, če se je živ, Seveda gre prva zahvala našemu župniku Patru Miranu, ki je dal pobudo za to razstavo. V Medvodah se je ogledal in me povabil, da to ponovim še v Dravljah. Da so pa priprave na razstavo tekle, kot je treba, so me stale ob strani 3 Marije. Gospa Štepenc je prevzela koordinacijo in ukrepala, če jih je zaškripalo. Gospa Komanova, midva sva že stara znanca, kot si že sama in Draveca še povrh, sva že sodelovala pri številnih projektih in Marija je bila takoj pripravljena. Na razpolago je bila še za vse. Vkusili boste noter tudi dobrotine, ne? Potem imam pa še gospod Marijo Švit. Ona je moja kolegica v slikarski skupini. Ni Dravljčanka, je pa trenutno na začasnem delu v Dravljah. Ona ni bila zraven od začetka, ampak že pred začetkom. Program in besedila so njeno delo. Moram reči, da brez nje res ne bi bilo te razstave. Zahvala tudi naši Agati, moram malo preteškati, to ne gre tako, in akademski slikarki skupaj z Marijo Šmidovo smo to razstavo tudi postavili, pa slišali njen pogled na to razstavo. Hvala tudi. Hvala obema podobnikoma, gospod Citralja, Ivana Zupanca ste slišali sami. Hvala za lepo igro. No, Pater Jože, eno besedo za vas, a veste, tudi ste slikar in tale prostor kar kliče po predstavitvi. In pravim, kaj ko bi tudi vi enkrat prišli dol pa postavili gor. Res in res hvala vsem, ki ste prišli, ki ste sodelovali, ki smo pripravljali gospodu Zupancu za te lepe zvoke. Sicer pa res lepa hvala, gospod Hafner, iskrene čestitke za vsa vaša dela in za vašo korajžo in za zdrav duh v zdravem telesu. Hvala lepa. Vem, da ne ostavim dneva, ki se zjutraj je rodil. Vem, da cvetje, ki ga trgam v rokah, kmalu veni. Vem, da hlad prihaja v hišo, ko se zunaj zvečeri. So Minartove besede. Jaz pa tudi vem, da je vsak dan čas za sanje, za male in velike želje, za smeh, za radost, za pesem in za barve. Saj lepota slik
zvok citar in lepih besed se ni izgubila. Le razdelili smo jo med vas, dragi obiskovalci, želimo pa, da jo še dolgo nosite s seboj in jo delite s svojimi dragimi. Šestinsedemdeset, ki ima 45 gramov, je visoka 58 mm in dela na resonanco zgornje deske, če bo kaj iz tega.